Spoštovane dame in gospodje, najlepša hvala za vabilo v imenu, kot rečemo v slovenski angleščini, Slovenian Business kluba oziroma kluba slovenskih podjetnikov. Samo par besed, zelo na kratko, za tiste, ki ga mogoče še dovolj dobro ne poznate. Klub je nastal pred približno 4 leti. V njem združujemo nadpovprečno uspešne slovenske podjetnike, nekatere zelo dobro poznate, Postojnska jama, Akrapovič, Skaza in še bi lahko našteval. In namen tega kluba je predvsem s svojim dobrim imenom vplivati na to, da bo naše poslovno okolje in s tem tudi v dobro vseh državljanov boljše. S tem namenom smo tudi januarja predstavili nov program, osvežen program Kluba slovenskih podjetnikov, ki smo ga predstavili v Postojni z imenom Za prodorno Slovenijo, ker menimo, da brez prodornih ukrepov ne bomo mogli več loviti najbolj razvitih držav Evropske unije, nasprotno, če bolj bomo zaostajali. Z tega zornega kota smo vzeli tudi nekaj podatkov, ki smo jih hoteli predstaviti slovenski javnosti in jih zdaj tudi že predstavljamo, na način, da ne gledamo drevesa, kot je običajno v vsakodnevni politiki, ampak da poskušamo videti gozd. Naše ugotovitve so naslednje. V tem trenutku, kljub veliki gospodarski rasti, obstajajo vsaj 3 velika tveganja za Slovenijo. Eno je, da imamo izgubljeno desetletje. Kasneje boste videli pri podatkih, kaj pomeni, če pogledamo eno leto, kaj pa pomeni, če pogledamo 10-letno obdobje, ko gre za rast gospodarstva. Drugo, pretirani apetiti. V takšnih razmerah, kot so sedaj v Sloveniji, so pretirani apetiti izjemno nevarni, kajti lahko se znajdemo zelo hitro v podobni situaciji, kot smo se znašli pred 4 leti. In tretje, kar je bilo danes že omenjeno, posledica takšnega ravnanja je tudi še vedno visoka zadolženost in to še bolj povečuje tveganje, v katerem se trenutno nahajamo. Trendi so dobri, tveganja so pa še vedno visoka. V bistvu, kar se je zgodilo v zadnjih letih, je to, da smo bistveno boljši, kot smo bili še pred 4-5 leti, ampak imamo očitno zelo kratek zgodovinski spomin. Na levi strani, če pogledate ta graf, vidite, kakšne so bile lanske ob koncu leta zadnje napovedi za gospodarsko rast v Sloveniji. Zelo dobro nam gre, so mnogi rekli, in zato je treba tudi deliti učinke gospodarske rasti. Ampak če pogledamo desno stran, lahko ugotovimo, da ni čisto tako, če vzajemo 10-letno obdobje, ker je bistveno bolj realno. Ta desna slika kaže, kakšne so razlike v rasti, gospodarski rasti, če jo primerjamo tudi s cenami, po domače povedano v določeni državi, in če primerjamo vse skupaj oboje s tem, kakšno je povprečje Evropske unije, ko gre za rast. In ugotovimo, da smo mi, če tukaj pravimo, da smo realno že ujeli bruto domači proizvod ali to, kar ustvarimo iz predkriznega obdobja, tukaj ugotavljamo, zelo preprosto povedano, da smo glede na povprečje Evropske unije še vedno v zaostanku glede na začetek krize, ker smo mi zaostali za povprečjem, druge države pa so bistveno bolje preživele krizo in so skočile še navzgor v primerjavi s tem. Nemčija, Avstrija in Češka so najbolj primerljive Sloveniji zaradi tega, ker je Avstrija dokaj blizu, Nemčija in Češka so pa druga in tretja država poleg Slovenije, ki so najbolj industrializirane v Evropski uniji. Zato so najbolj primerne. To je en kritičen moment. Drugi kritičen moment je, in ta je najhujši. Mi smo v tem trenutku res po rasti bruto domačega proizvoda zvezda Evrope. Tudi zaradi tega, ker smo bili zelo globoko, pa je malo odboja zdaj navzgor. Ampak po rasti produktivnosti pa nismo. Če pogledamo zadnje podatke, kar se je zgodilo, Avstrija je bila leta 2008 70% nad povprečjem Evropske unije. Potem je padlo leta 2016 na 16%. Nemčija 7% in na 16%. Običajno je, da razvitejše države nekoliko izgubljajo pri tej prednosti, ker manj razvite jih dohitevajo. Ampak kaj se je zgodilo v Sloveniji? Če pogledate, Češka je bistveno izboljšala situacijo, mi pa smo bistveno slabši.
In zato v klubu slovenskih podjetnikov trdimo, da je treba vse resurse v tem momentu umestiti v boljši program za spodbujanje investicij v višjo dodano vrednost, v večjo produktivnost. Samo to bo omogočilo tudi višje plače in višje prilive davkov in bolj socialno državo. Ena od kritičnih točk in zelo aktualna v tem momentu je situacija v javnem sektorju. To so podatki iz oktobra. Oktobra 2007 je bila povprečna plača, povprečni plači govorimo, vemo, da so anomalije tudi v plačah v javnem sektorju, ampak o povprečni plači še govorimo, 316 evrov je višja plača bila povprečna v javnem sektorju kot v zasebnem. Slovenija je ena redkih držav, ki sploh ima v Evropski uniji razmerje takšno, da so plače v javnem sektorju višje kot v zasebnem sektorju. Potem je prišla kriza in z nekaterimi ukrepi se je ta razlika zmanjšala. Ampak v zadnjih 4 letih se je podvojila, po zadnjih podatkih, ki so bili na eni od televizij celo višja kot 414 evrov že. In s temi zahtevami, ki so zdaj, bo še višja. Pričemer so plače v gospodarstvu rasle bolj zdravo, pa tudi rastejo. Tako imamo izjemno težavo, ko gre za apetite. Eden od sindikalistov je dejal, bodite pozorni na to v zadnjem obdobju, ko so bile stavke, da so pa podatki vzeti napačno oziroma prilagojeno in da če pogledamo leta 2005, bilo pa situacija drugačna. Šel sem pogledat oktober 2005, razlika je bila 360 evrov. Kar pomeni še vedno rekordna situacija. Drugi problem je pa zaposlovanje v javnem sektorju. Vemo, da na nekaterih področjih je potrebno zaradi demografskih sprememb, ampak na nekaterih področjih bi se pa lahko tudi zmanjšalo, se imamo informacijsko tehnologijo. Prej smo slišali na začetku, kaj v Estoniji delajo. Skratka, ni nobenega razloga, da imamo agregatno takšno situacijo. Četrta situacija, zadolženost države. Zgornji graf vam kaže, za koliko odstotnih točk se je povečala zadolženost glede na predkrizno obdobje. Nemčija zgolj 4,4 odstotne točke. Češka 9, Avstrija 16, mi z 22 na skoraj 80. Ne? To je ta problem, ki ga trenutno imamo. Problem, da če pride do nove krize, država ne more reagirati, ker nimamo manevrskega prostora. Leta 2007-2008 je lahko, zdaj ga pa nima. In v konjunkturi, ko imamo dovolj prilivov, nismo dovolj storili, da bi ta javni dolg znižali. Še več, če pogledamo Češko, kakšna je situacija zdaj? Zamislite si situacijo, da ima Češka enako produktivnost kot mi, hkrati je pa dvakrat manj zadolžena in pride kriza. Ne bomo več gledali Avstrije in Nemčije, pa se primerjali z njimi, da jih ujamemo. Primerjali se bomo s Češko. To je problem, ki ga v tem trenutku imamo. Posledica takšnih razmer je tudi situacija, kaj se dogaja v javnih financah. Ta milijarda, ki jo dajemo za obresti, pomeni skoraj 3-krat več v primerjavi s plačili za obresti v predkriznem obdobju, leta 2007. Ampak hkrati, ne samo zaradi tega, ampak zaradi tega, ker so tudi tiste plače šle v javnem sektorju gor in še mnogih drugih zadev pri upravljanju v javnem sektorju, smo lani iz javnih sredstev za investicije dali 30% manj kot pred krizo, kljub temu, da imamo že 3 leta gospodarsko rast bistveno večjo kot pa prej. In eden od pokazateljev tudi tega je, da so odhodki Zavoda za zdravstveno zavarovanje zrasli za skoraj 40%. Jasno je, da zaradi demografskih razmer, zaradi medicinske inflacije mora biti višja. Ampak 40% v 21 na vse prej, kar se je dogajalo, pa je izjemno veliko. Pričemer, ta podatek je zanimiv, samo v 4 letih je bilo v javnih financah 1,8 milijarde več prilivov. Država se pa ni mogla privoščiti višje davčne reforme, ki bi omogočila višje plače vsem. Mi se pogovarjamo o nekaj 10 milijonih dohodninske reforme ali pa drugačne davčne reforme, ki bi zvišala neto plače vsem, na eni strani, tudi večini delovno aktivnih, ki je v gospodarstvu, na drugi strani se pogovarjamo o milijardi zahtevkov za samo manjšino zaposlenih, ki delajo v javnem sektorju. Ravno zaradi tega je tudi eden od glavnih predlogov SBC-ja glede javnega sektorja in plač. Ja, absolutno smo za to, da se anomalije odpravijo, ampak znotraj mase, zdajšnje mase plač v javnem sektorju. Med sabo, ne na račun ostalih prebivalcev.
Vsak evro, ki bo šel zdaj v višje plače v javnem sektorju, bo pomenil manj možnosti za višje plače delavcev v zasebnem sektorju. To je definitivno. In to ni bitka med javnim in zasebnim sektorjem. To je samo bitka med realnimi in nerealnimi apetiti in nič drugega. In na koncu imamo še ta problem, zadnja točka, če pogledate, razmerje med številom tistih, ki delajo in razmerje med številom tistih, ki so upokojeni, je zelo slabo in upada. Zdaj je že majčkeno boljše, kot je bilo, zaradi tega spet zaposlujemo, še vedno je zelo nizko. Ne samo zaradi tega, ker imamo demografsko situacijo takšno, kot imamo, tudi zaradi tega, ker se je Slovenija rekorderka med tistimi državami, med državami Evropske unije po tem, kako hitro se upokojujemo. Nihče se tako hitro ne upokojuje, kot se v Sloveniji upokojujemo in smo tudi zelo slabi pri tem, kako hitro se mladi zaposlujejo. Tako da imamo ne samo demografski problem, imamo še ta problem. Takšna izgleda slika iz ptičje perspektive, ne z enoletnega obdobja, ampak iz obdobja 10 let. In kot vidite, mi smo zaostali za Avstrijo in Nemčijo, pa se hočemo z njim primerjati. Ne samo, da jih nismo dohitevali. Zato pa se bom samo pri nekaterih točkah ustavil, 16 ukrepov v programu za prodorno Slovenijo. Eden redkih, v katerem se v zadnjem času ne strinjamo, povsem je enake spodbude za vse investitorje, to pomeni ta zakon spodbuja investitorjev. Mi se absolutno zavedamo in se strinjamo z vašim stališčem, da je slovensko okolje premalo spodbudno za investicije in bi lahko reševali to z drugimi zadevami. Tisto, česar se pa bojimo, pa je, če zakon zdaj pade, bo to pomenilo še najmanj leto ali dve, najmanj, da ne bodo slovenski investitorji, ki pa zdaj imajo potencial, izenačeni z tujimi investitorji, ko gre za te spodbude. In to pomeni spet še leto ali dve drugorazrednosti na tem področju. Dodatne investicijske olajšave si lahko pogledate tudi na naših spletnih straneh, so namenjene pa predvsem na občinski ravni. Zelo velike razlike so med občinami, nekatere občine so zelo propulzivne, znajo zelo dobro spodbujati investicije obstoječih podjetnikov ali pa tudi novih, da pridejo, nekatere pa tudi ne. In nekaj od teh je omenjenih v tem programu. Drugi segment je motivacija zaposlenih v gospodarstvu. Zelo podobno, kot imate tudi vi v svojem programu in to nas veseli, mi smo dali svoj program izložbo seveda vse stranke, ker smo apolitična organizacija, naši člani morajo podpisati, ko se vstopijo, da niso člani nobene stranke in ne bodo v določenem obdobju, ampak seveda nas veseli vsaka stranka, ki je integrirala te naše predloge kot svoje. Dodatna razbremenitev 13-14 plače, model Avstrije poznamo, Avstrijci to zelo delajo. Reforma dohodninske reforme, ukinitev najvišjega dohodninskega razloga, postopna uvedba razvojne kapice, ker vemo, da je tam problem, ki se mu reče, da se vsi bojijo, kaj bo pa potem s pokojninami ali pa zdravstvenim zavarovanjem, ampak začnimo postopno uvajati razvojno kapico, ker razvojno kapico pri pokojninah, ko ga jih prejemajo, imamo, je limitirana. Pokojnine so limitirane, prispevki pa niso limitirani, v tem je problem, niti ni pravično, ne? In tudi še ena zadeva, ki jo imamo, ki jo želimo za motivacijo zaposlenih, to pa je neodvisnost kadrovskih štipendij od socialnih pomoči, kar pomeni, da se te ne bi vštevali v cenzus. Želimo s tem spodbujati talente v tistih družinah, ki pa si ne morejo privoščiti to kot nekatere druge zaradi svojih socialnih razmer. Po domače povedano, zdrava kmečka logika tega je zelo preprosta. Več si bomo lahko privoščili za inženirje, inovatorje v podjetjih. Boljše izdelke bomo lahko proizvajali, višjo ceno bomo dosegali za te izdelke na trgih, boljše bodo plače ljudi v podjetjih, več prilivov bo v javne blagajne in bolj socialno Slovenijo bomo imeli. Čista zdrava kmečka logika. C, poslovno okolje. Naša želja je, da bi se uzakonilo nekaj podobnega, kar imajo Britanci. In sicer, da v določenih segmentih minister ne more podpisati zakona, ukolikor ugotovi, da so bremena toliko večja za gospodarstvo, da mora v tem primeru potem zagotoviti, da se nekje ljudje drugje znižajo, kar pomeni brez neto novih bremen. S tem v bistvu uravnavajo, da pride do inflacije bremen za podjetništvo pa za gospodarstvo. Deveto je pravzaprav zelo podobna vaši zgodbi o prenehanju delovnega razmerja
v kvotah, ki so zelo nizke. Bi pa želel tukaj poudariti še nekaj drugega. Mi smo to razvili že v pogovoru z nekaterimi strankami v možnost zamenjave. Kar pomeni, če bi v teh določenih kvotah podjetje se odločilo, in to so majhne kvote, mislim, da je en zaposlen do 50, v podjetju do 50 zaposlenih, deleži potem so pa še nižji. Ne? Če bi se odločil, da prekine delovno razmerje z nemotiviranim delavcem, mora v določenem času zagotoviti, da zaposli drugega. To pa, in to je zelo pomembno sporočilo, to pa ni samo potem odpuščanje, kot mu nekateri rečejo, ampak izjemno pozitiven vpliv na trg delovne sile, ker bo toliko in toliko novih delovnih mest za dobre delavce sproščenih. In to bo naredilo pozitivno selekcijo tudi vnaprej. Vsem, da vsi, ki bi jim prekinili delovne razmerje, ostanijo z vsemi pravicami, kot so bili vsaj dvakrat, ko se jim to zgodi. Ko se tretji zgodi, potem ne, zaradi tega, ker potem bo nekdo samo šel naprej ne s tem. Ne? Ampak dvakrat, ko se jim to zgodi, in zelo redko se bo več kot dvakrat zgodil, ne, jim to vse ostane. Odpravo ozkih grl pri infrastrukturi nekatera naša podjetja, da spomnimo, še vedne probleme celo s tem, kakšna je moč elektrika ali kaj podobnega, skratka, to bo treba tudi odpraviti. Potem znanje za razvoj, za razvojni preboj, proaktivna imigracijska politika. Moramo narediti vse, da čim več Slovencev ohranimo v Sloveniji in da jih čim več pripeljemo nazaj. Ampak, verjemite mi, to ne bo dovolj. Ker Avstrija in Nemčija sta lačni, pa še mnoge druge države, kadrov tudi iz Slovenije in bodo naši šli. Nismo v kondiciji še leta in leta, da bomo to dosegli. Drugo, naš izobraževalni sistem jih ne bo jutri ali pa čez eno leto proizvajal, ker bomo rabili v gospodarstvo. Zato moramo odpreti proaktivno imigracijsko politiko, podobno kot Avstrija, Nemčija, selektivno za iste visoko strokovne kadre predvsem, ki bodo prinašali dodano vrednost slovenskim državljanom. Podobno kot imajo oglase, ki jih zasledite Avstrijci v Sloveniji, plačali vam bomo nemščino, dobili boste še to, pridite k nam. Ne samo jugovzhodna Evropa, Ukrajina, Indija, Egipt, pravkar sem bil v enem od naših podjetij prejšnji teden, ki je prek evropskih sredstev dobilo 3 doktorske disertante iz Egipta, Indije in še ene države. Zakaj ne bi to bila praksa? Ker ti ljudje inovirajo in prispevajo k temu, da imajo vsi državljani v Sloveniji bistveno več. To je pozitivna in proaktivna imigracijska politika, da res dobimo prave ljudi v našo sredino. Ne? Potem je nekaj zadev takih, ki kažejo na večjo transparentnost. Javno spremljanje zaposljivosti diplomantov. Ravno včeraj sem imel sestanek, pa so rekli, da te podatke že imajo na meji za še, ampak jaz jih nisem videl v javnosti. Mislim, da bi morali proaktivno objavljati podatke o zaposljivosti diplomantov s fakultet, ker bi to fakultete prisililo, da razmišljajo o tem, koliko so uspešne, glede tega, ali so njihovi diplomanti zaposljivi bolj ali manj. Mlada generacija bi pa pri vpisu videla, če bom šel v to fakulteto, bom bistveno lažje zaposljiv, če bom šel v drugo, pa bistveno težje. Nižji prispevki tudi v primeru štipendiranja je podobna situacija kot tam, zaradi tega, da kadrovske štipendije dvignemo. In potem še zadnji, ki so razvojni proračun in zniževanje javnega dolga, v bistvu je zelo jasna situacija zaradi višine dolga, pregledni podatki na plačilnih listah. Če pogledate situacijo, ko ljudje govorijo o plačilnih listah, en od podatkov, ki je bil v zadnje dni, je bil, da nekateri dobijo v javnem sektorju 450 do 550 evrov. To je protizakonito v Sloveniji. Manj kot minimalne plače ne sme nihče dobiti. Če se to dogaja, je treba prijaviti tistega, ki to izplačuje. Ampak, vem pa sami svojih izkušenj, da mnogi ljudje sploh ne razumejo, kaj dobijo na plačilnih listah. In potem imajo 300 ali pa 400 evrov kredita in seveda gledajo sam, kaj dobijo na tekočem računu. Zato je naš predlog, da se na vrhu vsake plačilne liste jasno vidi, kaj je bruto oziroma kaj je podjetje investiralo v plačo, oziroma kaj je delavec zaslužil dejansko v podjetju, kaj je podjetje plačalo za njegove prispevke, kar pomeni bruto, kaj je delavec plačal za svoje prispevke, kar pomeni neto in kaj so še privatni odgaji njegovi ali krediti, kaj ta, kar dobi na račun. In tako bo slika za vse transparentna. Zdaj se pa lovijo po svojih plačilnih listah. In pa še odprava nelojalne konkurence, to je pa zadnji predlog. Številni javni zavodi delujejo ob pomoči državnega denarja, pa še hkrati konkurirajo na trgu. Med drugi so bili tudi tisti dodatki v izobraževanju, ki ste jih videli, ne, pa so potem enostavno nekaterim
na trgu konkurirali. Dobiš denar iz javne blagajne, hkrati delaš na trgu in seveda imaš bistveno nižjo ceno. Ne? Tako da to je naših 16 predlogov. Želimo si, da bi čim več strank ukorporirali svoje programe z enim samim namenom. Mi menimo preprosto, da podjetnost mora postati močna vrlina v Sloveniji in da brez podjetne Slovenije ni socialne Slovenije. Hvala lepa za pozornost.